bistvu je narejena po principu snovalnega gledališča. To se pravi, to je teater, kjer v bistvu se raziskuje neko temo, ki se jo zastavi in potem se v bistvu prenašajo neki avtorski prizori glede na temo, ni tako, da je prav nek specifičen tekst kot predloga. In potem smo v bistvu posamično prinašali neke prizore, veliko smo tudi pisali, veliko smo se pogovarjali in smo potem nekako kolažirali vse skupaj. Jaz bi v bistvu dodala samo to, da nas je tudi pač pri načinu sodelovanja zanimalo zelo narediti nek kolektiven pristop. Se pravi, da ni bilo nobene hierarhije, da smo bili vsi enakovredni in smo vsi se ukvarjali tudi pač z različnimi aspekti predstave, tako z režijo, kot z samo scensko zasnovo in tako naprej. Se pravi, da smo res raziskovali, kako nastane predstava, če skupaj delamo. Sama tema, zakaj smo se te predstave sploh lotili, je bilo zato, ker nas je zanimalo raziskovati, kje so meje med ljudmi, kdaj prestopimo mejo sočloveka in kako se definiramo sploh kot posamezniki. Ker se nam je zdelo, da živimo v enem takem zelo specifičnem času, kjer hkrati še vedno ostajamo zakoličeni v neke pričakovane spolne vloge, hkrati pa se vedno bolj pač čist lingvistično pogovorno odpira možnost, pač, da je treba biti pozoren do drugega. Kar pa potem hkrati privede včasih do neke čist hipersenzibilnosti, ki ravno tako omejuje, kaj zdaj smemo nekomu reči in tako naprej. In smo prišli pravzaprav do nekega odgovora, da najboljše je, da se vsak posameznik pri sebi, samega sebe ves čas reflektira in definira. In je lahko to na podlagi tako spolnosti, spolne identitete, kot pravzaprav katerekoli elementa človekove identitete. Jaz mogoče čisto povezavi s to temo, se mi zdi, da sem spoznala ali pa nekako, pač mislila sem, da imam veliko manj zamere do ljudi, ki so mi na kakršenkoli način pač prestopali neke meje. V bistvu, koliko jaz sama se oklepam nekih določenih bolečin, da v bistvu mislim, da lažje delam z njimi, v bistvu pa je tudi že sam to nek moj coping mehanizem. No. Tako da jaz sem se potem nekako osebnostno največ ukvarjala vprašanjem, s katerimi pač končamo predstavo. V bistvu, kako bi izgledali, če bi se žrtev in storilec srečala, kako bi ta pogovor izgledal, če se ga sploh želim, zakaj ne, zakaj ja, v bistvu to. Ja, v bistvu zelo podobno. Mislim, mene predvsem pač v bistvu neki vzorci, ki mi definirajo neko mojo lastno identiteto, v bistvu kaj vse vpliva. A je to lahko ena mala besedica, ki ti jo nekdo enkrat izreče in pač kar naenkrat pač boš videl, da je to se nekam zapletlo. Jaz ne razumem tega. To mi je fascinantno, kaj naše telo je, kaj naša psiha je, kaj so vsi te mehanizmi, ki se dogajajo pač noter in kam se vse to shranjuje in kje vse to ven lahko požene, v bistvu, kaj so te kanali in vzorci in vse. In to je pač v bistvu, to me je predvsem zanimalo, kaj vpliva na to, da sem tak, kot sem, ne? In pol v bistvu me je to predvsem drivalo in zanimalo raziskovati. Meni je pa pravzaprav največji napredek, se mi zdi, ali pa sem opazila pri sebi v sposobnosti komunikacije v skupini. Ker če želiš delati tako nehierarhično, je nujno, da se stvari izgovorijo, da se povejo, da se preveri, kako se nekdo drug počuti, da izgovoriš. Še ena stvar, ki smo jo ugotovili vsi skupaj, v bistvu, da je tudi dolžnost vsakega posameznika, da izgovori, ko ima nek problem. In da se potem posluša in razčisti. Se pravi, komunikacija. Ja, v tem kreativnem smislu je bilo zame najbolj challenging to, kar je že Kaja omenjala, da smo delali po principih snovalnega gledališča, kar pomeni, da smo pač konstantno prinašali svoj material in s tem, ko si ga ti prinesel na vajo, je ta material, ki je pač na nek način ful osebna zgodba ali pa izkušnja tebe kot posameznice. Zdaj ta material spustiš v skupino in s tem rata to kreativni material, kar zahteva distanco in s tem, kar rata kreativni material, to rata Kaj in Juretov Katin material. In mi je bilo to spuščanje nekega intimnega doživljanja pač zdaj v to obrtniško obdelavo
nepričakovano sicer, ampak kar velik izziv, kar mislim, da sem se postopoma vsaj približno naučila zdaj to recimo narediti. Na drugi strani, tako v nekem osebnostnem smislu, so mi bile pa zelo inspirativne delavnice z našim svetovalcem giba, Gregorjem Luštkom, kjer pa sem ful začela razmišljati o tem, iz česar sem tudi črpala zadnji prizor z naslovom Kung Fu, kako je v bistvu vsako telo v enem duhovnem smislu v bistvu ful nedotakljivo. Ampak zdaj, če bi šla razlagati, to se bom po moje zapletla v eno filozofsko debato, tako da se ne bom, ampak zame ful lažje nosim sebe, svojega duha in svoje telo po svetu od teh delavnic naprej, s to idejo, da sem na nek način, ne glede na vse, sveta in nedotakljiva. Pa meni se zdi, da v resnici, bom rekel tako, meni se zdi, da je folk, da so ljudje željni tega. Da v resnici vse te tematike, ki nekako veljajo za neke tabu teme ali pa kakorkoli, da v resnici ljudje ful rabijo ta prostor. Ljudje rabijo prostor, da lahko izrazijo te stvari, ker to je nekako, smo kot družba nekako zademfali in si rekli, ok, tega se ne bomo dotikali, to tako je, to je neka norma, kakorkoli, neko samoumevnosti, ma ni ne. Mislim, to je treba, zato to preizpraševanje, zato pa so včasih banalne stvari, ki jih je treba sami izgovoriti pa postaviti na mizo, da ratajo neko meso in da se lahko pol človek dejansko s tem poistoveti in kakršenkoli odnos do tega vzpostavi. In se mi zdi, da nasplošno, da kot odziv publike je bil zelo velikrat, najprej morda neka zadržanost, morda ne čisto točno, mislim, niso vedeli točno, kam se spuščajo, malo strahu, ampak na neki točki se mi zdi, da so takoj, ko predreš nekako ta zid, seveda je od publike do publike različno. Odlična publika danes se mi zdi, pač po mojem se vsi ful strinjamo s tem, no res je bila fajn. Ko pa se to zgodi, se mi pa zdi, da ljudje kar zadihajo nekako, nekaj se jim zgodi noter in zmeri so bili te neki odzivi. Ne vem, glih premier rekel, da ga je celo predstavo mrazil prav po telesu in to so neki odzivi telesa na nekaj, kar doživlja, kar vidi in tako dalje. Meni se zdi to pač uspeh, mislim uspeh, no, ne da bi zdaj, jaz sem se spet zapletel, no. Ja, prosim, izvoli se ti. Meni je sam tudi, ker smo vsi, v bistvu ustvarjali smo to predstavo v Ljubljani, ker se nekako tudi mainly pač gibamo vsi nekako kreativno in se mi zdi, da smo ful v nekem ustvarjalnem mehurčku, v smislu, kjer pač, kad delaš te neke predstave, podpiraš te različne teme, so te teme pač ful prisotne in ful se nekako podrejo ti neki tabuje in meni je ful pomembno, da lahko to predstavo igramo po različnih krajih v Sloveniji, ker se mi zdi, da ima več dostopa do te predstave tudi predvsem nek folk iz malo bolj, ne vem, okoliškega, bolj ruralnega okolja, ker se mi zdi, da so pač te teme še toliko bolj nekako zatrte. Ja, in danes je meni isto bil ful dragocen moment, ker je bil en otrok v publiki in mi v bistvu menjamo tudi izkušnjo s tem, s prvim seksom, pa kako smo zvedali za to. In je v bistvu on povedal, kdaj je za to prvič zvedel, pač tako se je oglasil in njegova mama mu je pa rekla, se bomo doma pogovorili. Ne? In meni je ta moment v bistvu ful dragocen, da se pol ta pogovor doma po predstavi pač ustvari. Ja. Predzgodba tega, kar si nas vprašala, če nas presenetijo odzivi v negativnem smislu. A se prav spomnim vprašanja? Aha, no ja, se mi zdi, da nas pol na koncu, da se mogoče včasih bojimo zaprtosti ali pa negativnega odziva, ampak nas glih v obratnem na koncu po predstavi odzivi presenetijo. Ker recimo pred predstavo je to družino s tema malčkoma srečala Katja. In so jo vprašali, kaj se danes tukaj dogaja in jih je povabila na predstavo. In sem bila zraven, je še mami vprašala, je primerna za njiju, one dva sta bila pa res mehna, kakšen, kaj, 4. pa 6. razred recimo. In sem jaz Kati čisto zaskrbljeno pa rekla, ne, ta predstava, to ne bo good, premlada sta, to jih bo zatraumiralo. In pol, ko sem gledala njune odzive, mi je bilo tako lepo to gledati in kako imamo mi v bistvu neko predstavo, pač kako bojo ljudje ful bolj zaprti ali pa bojo pač bolj trdo odreagirali na to, ampak se mi zdi, da preseneča odprtost ljudi, vedno znova.
V bistvu sem se hodila sam na te navezati, Julita, da se mi zdi, da je včasih dobra kakšna taka budica ali pa kakšen tak spodbuda, izziv, da se potem začneš o tem pogovarjati, tudi če je mečkam bolj direktna ali pa groba. Odlična organizacija, fantastična ekipa, odlična družba, vse teče kot po maslu, prijaznost, inspiracija. Kaj še? Rabili smo še enkrat prižgati kamero, da povemo, da dober festival imate. Najboljši Res. festival na svetu, vsaka čas, pridite čim večkrat. Ja, in tudi mi bomo naslednje leto še kot gledalci še enkrat prišli, vsem bomo priporočili, tako da. In okolica, wow, viva! Velenje ni daleč. Avtocesta je skoraj dokle, absolutno sam pridete treba. Hvala Folk je pa vam, odličen. festival Kunigunda. Hvala, ekipa. Hvala.